Jezus se je vrnil od Jordana poln svetega duha in duh ga je vodil 40 dni po puščavi, hudič pa ga je skušal. Tiste dni ni nič jedel in ko so se končali, je postal lačen. Hudič mu je rekel: Če si Božji sin, reci temu kamnu, naj postane kruh. Jezus mu je odgovoril: Pisano je, človek naj ne živi samo od kruha. Nato ga je hudič povedel gor, mu v hipu pokazal vsa kraljestva sveta in mu rekel: Tebi bom dal vso to oblast in njihovo slavo, kajti meni je izročena in jo dam, komur hočem. Če torej mene moliš, bo vsa tvoja. Jezus mu je odgovoril: Pisano je, Gospoda svojega Boga moli in njemu samemu služi. Potem ga je hudič odvedel v Jeruzalem, ga postavil v vrh templja in mu rekel: Če si Božji sin, se vrzi od tukaj dol. Kajti pisano je, svojim angelom bo zate zapovedoval, da te obvarujejo. In na rokah te bodo nosili, da z nogo ne zadeneš ob kamen. Jezus mu je odgovoril: Rečeno je, ne preizkušaj Gospoda svojega Boga. Ko je hudič končal z vsemi izkušnjavami, se je umaknil od njega do primernega časa. Jezus se je v moči duha vrnil v Galilejo in glas o njem se je razširil po vsej okolici. Učil je po njihovih shodnicah in vsi so ga slavili. Prišel je v Nazaret, kjer je odraščal. V soboto je po svoji navadi šel v shodnico. Vstal je, da bi bral, in podali so mu zvitek preroka Izaija. Odvil je zvitek in našel mesto, kjer je bilo zapisano: Duh Gospodov je nad menoj, ker me je mazilil, da prinesem blagovest ubogim. Poslal me je, da oznanim jetnikom prostost in slepim vid, da pustim zatirane na prostost, da oznanim leto, ki je ljubo Gospodu. Nato je zvitek zvil, ga vrnil služabniku in sedel. Oči vseh v shodnici so bile uprte van. In začel jim je govoriti: Danes se je to pismo izpolnilo, kakor ste slišali. Vsi so zanj pričevali, čudili so se besedam milosti, ki so prihajale iz njegovih ust, in govorili: Ali ni to Jožefov sin? On pa jim je rekel: Seveda mi boste povedali ta pregovor. Zdravnik, ozdravi sebe. Kar smo slišali, da se je zgodilo v Kafarnaumu, stori tudi tukaj v domačem kraju. In rekel je: Resnično povem vam, nobenega preroka ne sprejmejo v domačem kraju. Resnico vam govorim, veliko vdov je bilo v Izraelu v Elijevih dneh, ko se je nebo zaprlo za 3 leta in 6 mesecev in je nastala huda lakota v vsej deželi. Toda Elija ni bil poslan k nobeni izmed njih, razen k vdovi v Sarepto na Sidonskem. Tudi veliko gobavih je bilo v Izraelu v času preroka Elizeja, pa ni bil izmed njih očiščen nobeden, razen sirca Naamana. Ko so to slišali, so vsi v shodnici pobesneli. Vstali so, ga vrgli iz mesta in odvedli na previs hriba, na katerem je bilo sezidano njihovo mesto, da bi ga pahnili v prepad. On pa je šel sredi med njimi in je hodil dalje. Prišel je v Kafarnaum, mesto v Galileji, in v soboto učil ljudi.
Strmeli so nad njegovim naukom, kajti njegova beseda je bila izrečena z oblastjo. V shodnici je bil človek, ki je imel duha nečistega demona. Z močnim glasom je zavpil: Hej, kaj imamo s teboj, Jezus Nazarečan? Si nas prišel pokončati? Vem, kdo si. Sveti, Božji. Jezus pa mu je zapovedal. Umolkni in pojdi iz njega. Demon ga je vrgel na sredo in šel iz njega, ne da bi ga poškodoval. Vsi so osupnili in govorili med seboj. Kakšna je ta beseda? Saj z oblastjo in močjo ukazuje nečistim duhovom in odhajajo. In glas o njem se je širil po vseh okoliških krajih. Vstal je, odšel iz shodnice in stopil v Simonovo hišo. Simonova tašča je imela hudo vročico in prosili so ga zanjo. In sklonil se je nad njo, zapovedal vročici in jo je pustila. Takoj je vstala in jim stregla. Ko je sonce zahajalo, so vsi, ki so imeli bolnike z različnimi boleznimi, te privedli k njemu. Na vsakega izmed njih je polagal roke in jih ozdravljal. Iz mnogih so odhajali tudi demoni, vpili in govorili: Ti si Božji sin. On pa jim je zapovedoval in ni pustil, da bi govorili, ker so vedeli, da je on Mesija. Ko se je zdanilo, je odšel in se napotil na samoten kraj. Množice so ga iskale. Ko so prišle do njega, so ga zadrževale, da ne bi šel od njih. On pa jim je rekel: Tudi drugim mestom moram oznaniti evangelij o Božjem kraljestvu, ker sem zato poslan. In oznanjal je po shodnicah v Judeji.